Pozdravljeni, moje ime je Uršula, sem vedska astrologinja, torej Jyotish astrologinja, tarot svetovalka in tudi intuitivni coach. Danes sem za vas pripravila tale video, zato da vam podam malo več informacij o sončnem in pa luninem mrku. Torej, sončni mrk se bo zgodil danes po 12. uri, torej 25. oktobra 2022, to bo delni sončni mrk, bo pa kar močno vplival na nas. Kot vidimo, je vplival že do sedaj, zgodilo se je kar nekaj težkih prometnih nesreč in kot vidimo, mrki lahko zelo negativno vplivajo na vse nas. Ampak seveda, kot vidimo kasneje, so nekatere spremembe potrebne in mrki jih seveda tudi prinesejo. Sončni mrk bo precej zatemnil stvari, torej stvari nam bodo nejasne, precej bo zmede, nejasnosti, nerazumevanja. Medtem ko bo pri luninem mrku torej zadeva seveda drugačna, saj se bodo stvari končno odkrile. Torej določene stvari bomo zvedeli, določene stvari se nam bodo razjasnile in ne bomo več tako tavali v temi. Torej zdaj pa danes bi več rada povedala o tem, katera bodo tista znamenja, na katere bo mrk še posebej močno vplival. Torej ta sončni mrk, o tem bi tudi danes več govorila, se bo zgodil torej po 12. uri, kot sem že prej povedala, zgodil pa se bo v znamenju Tehtnice. Torej seveda v znamenju Tehtnice bodo tako stali torej Sonce, Luna, Ketu, torej Ketu je južni lunin vozel in pa Venera. In seveda, ker se bo torej ta sončni mrk zgodil v Tehtnici in bo poleg tudi Venera, bo to zelo, zelo močen poudarek na odnosih. In tudi kot prvo znamenje, ki bi ga rada izpostavila, so seveda Tehtnice. Torej, če imate Luno v Tehtnici ali pa Sonce v Tehtnici ali ste Tehtnica v ascendentu, potem bo ta mrk izjemno na vas vplival, na vas kot osebo. In torej, kako bo ta mrk vplival? Mrk bo vplival tako, da se bodo nam navsplošno vsem spremenile neke stvari v odnosih, spremenile se bodo dušne pogodbe. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da se bodo odnosi, tako osebni, poslovni, v tem času zelo spremenili, preoblikovali, torej neka vloga v odnosih se bo spremenila. Torej, če ste imeli z neko osebo nek odnos, ki vam mogoče ni bil v redu, se bo to zdaj spremenilo, preoblikovalo. Zdaj lahko boste odnos prekinili ali pa se bo nekaj v odnosu moralo spremeniti, da boste ta odnos lahko nadaljevali. To pomeni spremembe dušnih pogodb. Torej, mrk se torej zgodi v Tehtnici, poleg je Venera, zato je tako močan vpliv na odnose in seveda posebej Tehtnice. No, prej sem rekla, torej, Tehtnice ste takrat, oziroma gledate takrat to napoved, oziroma na vas vpliva, če ste torej v ascendentu Tehtnica, če imate Luno v Tehtnici ali Sonce v Tehtnici. Če tega ne veste, torej, kje imate kaj po vedski astrologiji, ker vedska astrologija je malo drugačna kot zahodna, je precej zamika za nazaj. Potem greste torej lahko na mojo spletno stran oracleoflight.org na kontakt in tam napišete svoje podatke, torej ime, priimek, datum rojstva, uro rojstva in kraj rojstva in jaz vam to brezplačno pogledam. Torej, kje imate ascendent, kje imate Luno, kje imate Sonce in potem lahko berete te moje napovedi, torej pisne napovedi, ki jih imam zelo veliko na blogu, jih sproti pišem in pa seveda tudi te, ki jih posnamem. No, torej prvo znamenje, na katere bo mrk izjemno vplival, so torej Tehtnice. Tehtnice bodo doživele res spremembe v odnosih, bodo pa v tem času zelo, zelo močne. Saj se Venera nahaja torej tukaj v Tehtnici in je tukaj doma in se tukaj dobro počuti. Poleg tega se bo zgodila tudi poravnava Sonca in Venere v večernih urah, temu pa rečemo v astrologiji Kazimi in to prinaša
tudi veliko zanimivih stvari. To je drugač dober dan za umetniška dela, lepoto, avtomobile, lahko tudi izpoved naklonjenosti. Samo seveda, ker je mrk, če boste nekomu izpovedali svojo naklonjenost ali pa željo, da ste z njim, raje počakajte do luninega mrka, ker bodo tam takrat stvari bolj jasne. Oziroma, če vam bo oseba rekla, da bi rada še razmislila, to ne jemljite osebno, ker je seveda pod vplivom mrka. Zdaj, pri mrkih je tako, jaz osebno velikokrat sem šla čez te mrke, pa sem nekaj posebno neke posebne spremembe. Torej, pri mrkih je tako, da se spremembe pokažejo šele čez pol leta. In zato je dobro iti, torej po pol leta za nazaj pogledati, kaj se vam je zgodilo. Ker spremembe bojo zagotovo, torej v odnosih bojo res velike spremembe, posebej za tehnice. Torej, to je prvo znamenje, na katerega bo mrk res zelo vplival, močno. Ampak seveda ti mrki vplivuje do pol leta, pa tudi do 1 leta včasih, tako da torej, je dobro, da se gre potem nazaj pogledati, pa se vidi, kaj se je vse zgodilo. Potem drugo znamenje, ki bo zelo pod vplivom tega mrka, so biki. Tudi biki, ki jim Venera vlada, bodo doživeli zelo velike spremembe, preobrazbe. Drugače morajo biki v tem času tudi precej paziti na svoje zdravje. In bikom, torej bo ta mrk prinesel neke vrste olajšanje, zato ker bojo rešili neke svoje težje odnose. Predvsem odnos z mamo bo tukaj v ospredju, pa odnos z mlajšo ali starejšo sestro, bratom. In zdaj lahko bi prekinili odnos z mamo, bratom, sestro, lahko bi pa se odnos do njih spremenil. Torej, biki doživijo tudi res velike spremembe, preobrazbe, torej tudi v odnosih. Potem naslednje znamenje, torej poleg tehnic in bikov, so pa škorpijoni. Torej, na škorpijone bo ta mrk sončni, kasneje tudi lunin, tudi izjemno vplival. In pri njih bi bile lahko torej neke izgube. Škorpijoni, pazite se tudi prevelikih stroškov, izdatkov. Če boste želeli potovati kam v tujino, potem pazite se zastojev, zmede, nerazumevanja, kaosa lahko. Torej, škorpijoni lahko bi doživeli tudi kakšno izgubo v odnosih, torej zagotovo neka sprememba v partnerskih odnosih, poslovnih, osebnih. Predvsem je tukaj nakazan torej nek poslovni odnos, ki bi se lahko prekinil ali pa zelo spremenil, drugače ne bo možno delati naprej. Potem odnos z očetom, precej boste razmišljali o vašem odnosu z očetom, kaj za vas oče predstavlja, spominjali se ga boste, torej, tako da bo to tudi zelo v ospredju. Pa poslovni odnosi. No, potem naslednje znamenje, torej poleg tehnic, bikov in škorpijonov so pa tudi levi. Torej tudi levi bojo doživeli neke spremembe, precejšnje. Pri levih je to, torej, predvsem se bo to pri njih odrazilo na tem, ker bojo želeli pokazati svoje sposobnosti v službi, svoje talente, pa bodo imeli občutek, da ne morejo se izraziti, da ne morejo pokazati, kaj znajo. In se bo to kasneje, torej v času luninega mrka, pa se bojo stvari bolj razjasnile in bojo potem tudi vedeli, kako lahko sebe predstavijo. In torej tudi levi imajo neko prekinitev odnosa z mamo ali pa se ta odnos tudi bo malo spremenil. Drugače pa predvsem poslovno, statusno bojo seveda levi imeli tukaj najprej težave, kasneje se bojo pa tukaj stvari razčistile, razjasnile, kaj želijo, kako se želijo izpostaviti, kaj jim je pomembno, kaj jim ni pomembno. Lahko leve čaka tudi veliko krajših potovanj, kjer pa tudi bi se lahko ustvarjala neka zmeda, zastoji, tako da
se levom svetuje potrpežljivost v tem času. No, potem torej naslednje znamenje so pa raki. Torej tudi rakom se bo precej dogajalo. Raki bi lahko spremenili odnos do svoje mame, lahko bi se umaknili v tem času od mame ali pa bi njihova mama lahko imela kakšne zdravstvene probleme. Drugače tudi pri prihodkih, lahko bi se nek prihod denarja ustavil in se potem kasneje po luninem mrku začel nek nov dotok denarja ali bi se bo pa neka sprememba se bo zgodila v zvezi s financami. Ali bodo mogoče odkrili nek nov način, kako priti do denarja. Bojo mogoče precej, torej raki bojo v naslednjem letu tudi precej spremenili poslovno strategijo, torej velike spremembe bojo uvedli v poslu, kjer bojo tudi imeli precejšno podporo in zato se bojo stvari spremenile. In tudi zato se bojo tudi spremenile torej stvari glede prihodkov. Doživeli pa bojo spremembe tudi v družini, torej odnos z mamo bo tukaj precej v ospredju, odnos tudi z drugimi družinskimi člani, drugače pa, kot sem že prej rekla, prihodki, pa tudi prijatelji, torej lahko bi tudi kakšen prijatelj pri rakih odšel, lahko bi se spremenil odnos z nekim prijateljem, tako da tudi rake čaka kar pestro. No, to je v bistvu, bom rekla, ta mrk bo predvsem vplival na ta znamenja, no, naslednje znamenje, na katerega bo pa tudi vplival ta sončni mrk, pa kasneje tudi lunin, so pa ovni. Torej tudi ovnom se obetajo precejšnje spremembe, tudi naslednje leto. Torej napisala bom tudi napoved za naslednje leto, za vsa znamenja, veliko napoved, tako kot sem jo že lansko leto, in takrat bom tudi pač povedala, kaj čaka vsakega izmed znamen. Ampak ovni torej bojo tudi doživeli spremembe. Ovni se že nekaj časa sprašujejo, kdo so, kaj želijo od življenja, končno želijo poskrbeti zase, želijo torej neke spremembe, uvajajo neke spremembe pri sebi, mogoče jih drugi čutijo kot zelo nepredvidljive, ker je tudi Uran trenutno poleg, pa še retrograden je. In pa seveda tukaj se bo zgodil tudi lunin mrk in ovnom bodo tudi nekatere stvari postale jasne. Torej ovni se bojo tudi spremenili v povezavi z odnosi, lahko bojo tudi prekinili nek odnos, lahko bojo spremenili nek odnos, zagotovo se jim bojo torej zgodile neke kar velike spremembe. Tudi na poslu se ovnom dogajajo večje spremembe kot ponavadi. Lahko se bo prekinil nek poslovni odnos ali pa osebni odnos ali pa, kot sem že prej rekla, spremenil. No, to je v bistvu vse, torej na ta znamenja bo seveda mrk vplival najbolj, vplival bo seveda tudi na druga znamenja, ampak če želite prebrati, kaj bo pa mrk prinesel vam, pa lahko greste torej na mojo spletno stran, spodaj bom prilepila link, torej oracleoflight.org na moj blog, torej sončni lunin mrk, kaj bo prinesel za vaše znamenje in si to tam preberete. Drugače pa danes bi bilo to vse, lepo vas pozdravljam in vam želim lep dan še naprej.